Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta v Domžalskem športnem parku. Pred nami torej srečanje 29. kroga prve lige Telemach med Domžalami in trenutno vodilno ekipo prvenstva, torej Mariborom. Na komentatorskem mestu z dobrodošlico pozdravljam Mateja Rožiča Mavriča. Zdravo, Matej. Dober večer tudi v mojem imenu. Sikošek vsekakor igralec, kateri nekako v tem prvenstvu potrjuje svoje kvalitete. Zdaj tvegana podaja, ali bo to Maribor izkoristil, krona veter, Mudrinski in gol. Maribor torej vodi v Domžalah, Domžalčani pa so si za tale zadete krivi sami. Ja, kardinalna napaka pri igranju v zadnji liniji. In to je seveda Maribor znal izkoristiti. Ja, Mudrinski do svojega 13. gola, s tem se je izenačil na vrhu liste strelcev z Barišičem. Mudrinski nesebična mariborska akcija, krona vetra bi tukaj pohvalil, bravo, ja. Poglejte, v bistvu odprt udarec na gol. Skušal je najti krona vetra, ki je na koncu vendarle prišel do žoge, vendar zdaj je bistveno manj prostora. Alič, a potem Makumbu, Mudrinski išče položaj, krasno Mudrinski! 2-0, no to pa je bila velemojsterska poteza Mudrinskega, njegov drugi gol na tekmi, Maribor torej vodi že z 2-0. Vse pohvale, fascinantna poteza, vse tehnične kvalitete, res vredno ponovnega ogleda. Krasen zadetek Mudrinskega, ki je v tem trenutku 14 goli tudi prvi strelec prvenstva. Ampak kakšna akcija Mudrinskega, poglejmo še enkrat. Tudi Makumbu izredno lepo videl, potem pa takole se je sprehajal Mudrinski, prefinjen občutek in na koncu je še seveda matiral vratarja Mulaliča. Se povlečeš nazaj in le malo ekip zna... nevarno. Ja, podaja v sredino, obramba Maribora, ponovno zanesljiva, pa potem Ibričič, pritisk Domžalčanov. So dobrega želeli Domžalčani v tem drugem polčasu, žal jim ni uspelo zadeti. Ja, lepo zdaj Žiga Repas, močan strel, to da... Mislim, komentar, goli štejejo, hitro smo prišli v zaostanek, ampak prvi polčas da ni bilo tistega drugega zadetka, mislim, da smo dominirali to, kar smo hoteli, visoko pritiskali, igrali, imeli ogromno situacij, zopet v zadnji tretjini mogoče malo premalo kvalitetnih predložkov z ene in druge strani, imeli smo prekinitve, nismo prišli do nekih zaključkov, potem smo dobili malo nespametno drugi gol v zadnji minuti, ampak v drugem polčasu zopet poskušali, prišli tudi v dobre pozicije, dobre šanse, imel je naš Repas dve dobre situacije, da smo dali gol, bi se vrnili v igro, nismo ga, ampak energija in to hotenje je bilo, manjka nam malo kvalitete v samem zaključku, tako da to je moj komentar. Ja, se strinjam, zelo pomembna proti zelo dobremu danes, lahko rečem, na trenutke i odličnem nasprotniku. Mogoče smo tudi mi malo, bi rekel, na neki način pomagali v določenem trenutku, preveč določene panične reakcije, ampak na koncu vseeno mislim, da smo zasluženo zmagali. Čestitke mojim igralcem res na današnjoj zmagi.